Gospod Ciringer, kaj kaže teren? Ja, aktivnosti tečejo nekako tako, kot smo si jih tudi zastavili, načrtovali. Zdaj sem ravno bil pri kolegih pirotehnikih, tudi oni imajo vse stvari nastavljene, kot se reče. Čakajo seveda, da mi spostavimo v tem 300-metrskem pasu, evakuiramo vse ljudi, seveda zagradimo vse možnosti dostopa, ne samo po cesti, tudi vse ostale. To seveda nekaj časa traja, zato smo tudi predvideli te 4 ure, od 8 do 12 ure. Nekako stvari, kot sem povedal, se pa javljajo določeni manjši problemi, ampak stvari tečejo, kot smo si zastavili. Kaj so problemi? Mogoče stik z ljudmi, nasprotovanje evakuaciji ali kaj Ja, drugega? tudi na to smo naleteli. Skratka, čisto neke tehnične zahteve imamo glede določenih zapor, samih prehodov, ne mislim tu za vozila, ampak možnost nekega dostopa nepoklicanih oseb. To je treba zagraditi v tem 300-metrskem pasu. Naslednja stvar, ki je stanovalci, imamo eno stanovanje tudi, ki ne bi želeli zapustiti, ampak jaz mislim, da bomo vseeno se dogovorili. Skupaj seveda vse to delamo z policijo, tako da ostale, nekaj jih je ostalo doma oziroma smo že vršili prevoze z našimi vozili do zbirnega centra evakuacijskega in pa tudi enega invalida smo imeli oziroma smo uporabili za to reševalno vozilo, da je tudi bil premeščen oziroma prepeljan. V dvorano Tabor. Ja. Kaj pa enot gasilskih, koliko vas je danes v intervenciji sodeluje? Danes je 11 prostovoljnih gasilskih društev in pa kot nosilec gasilska brigada Maribor. Skupaj prostovoljnih gasilcev, čisto točno nimam podatka še, ampak okoli 75, pa seveda gasilci gasilske brigade Maribor 15 poklicnih gasilcev. Torej 90 ljudi, 90 ljudi je danes že tukaj, ja. tako da nima kaj biti. Vse bo okej. Jaz verjamem, da bo vse okej, ne. Zdaj trudimo se, da naredimo to vse tako, kot mora biti. Ko bodo pa začeli z delom pirotehniki, seveda takrat bomo pa videli oziroma vedeli kaj več. Sam postopek deaktivacije bombe seveda pa zna potrajati, tako bom rekel. Držimo pesti, da bo se razpletlo po najboljšem scenariju, ne? Ja, jaz verjamem, da se bo.